lepo zdrav. Pogledali smo si video spot od našega Boštjana Pertinača, vrhunska zadeva, Sežane doma in kar, evo, te pozdravim. Direkt Sežane v Celju. Bravo. Pa ni tako dolga pot bila, ne? Dejansko, zadnje čase avtocesta sploh ni več tako naporna. Glej, urca, 40 sem bil tukaj. Nisi bil tukaj, ne? Ja, ja. Poleti bi bilo enih 5 ur, ne? Ja, sej tudi pozim so skozi neka dela na cestah, ne? Ja. Tako dejansko. No in evo, fajn skladba, pravijo ti Kraški trubadur ali prva brada na slovenski glasbeni sceni. Tudi tako pravijo, ja. Od kje je to prišlo? Kar samo od sebe? Ali v bistvu Kraški trubadur je bila prišel z enega heca med korono, ko smo se malo družili s temi in je prišel en kolega rekel, gleda, ta naš Kraški trubadur. In mislim, z tega heca enkrat sem porabil eni oddaji in se to zdaj kar razpaslo. In se kar razpaslo, ne? Tvoja glasbena kariera traja koliko let, recimo? Samostojna je zdaj dobre 3 leta, če ne pa od Mičkanga. Jaz sem hodil, prvo sem igral pozavno v glasbeni šoli v Sežani, pol me moja ljubezen do rock glasbe ponesla do električne kitare, pol so prišli razni ansambli, metalski, narodno-zabavni, vsega in svašta in v enem momentu sem rekel, da bi šel malo bolj v pop vode in potem je kolega prijatelj Gaber Radojevič je rekel, poslušaj Boštjan, jaz tekle lih ne čuti, ne bi ti pel tisto po vaše, po domače, po kraško in potem sem rekel, da naredimo kot eksperiment, ko traja zdaj že 3 leta. Ne? In dejansko se potem tudi zelo razlikuješ od drugih? Ja, ker v bistvu si poseben si in to zelo veliko šteje. Da sem tudi edini, ki poje v kraškem dialektu. No? Točno tako. In kaj ne rečem, 3 leta na glasbeni sceni in že nastop na Melodijah Mora in sonca na 60. Ima prav? Mislim, da je bila 70. Mislim, da je bila 60, če se ne motim. V glavnem nastop, sprejeli so te fenomenalno čestitke. To je bilo lepo, je tista plima ponesla v Portorož. Bravo. Kakšen je bil občutek stati na tako velika modro? Tisto je bilo tisto obdobje med korono, ko tudi ni bilo nekih nastopov in moj prvi večji festival, kar mi je bilo pa tako zelo zanimivo, da ni bilo nobene, ko bi rekel, tekmovalnosti. Vsi smo bili zelo veseli, samo da smo tam, da lahko nastopamo. Je bilo res dobro vzdušje in imeli smo se ful lepo. V bistvu to je res ena izmed dejansko, to je v bistvu eden izmed največjih festivalov v Sloveniji in dejansko, da glasbenik je že sprejet gor, je to po mojem za njega največja nagrada, vse ostalo pa pač pride samo. Tako. Kako pravi, če si skromen, potem v bistvu so stvari nekako... Dobra roba se sama hvali. Točno tako. Koliko skladb si izdal v teh svojih 3 letih glasbene kariere, recimo? V solo karieri zdaj je v bistvu drugi album zunaj, na katerem je 11 pesmi, 11 zgodb, vse resnične zgodbe s Krasa, mogoče kakšna tudi autobiografska, to v njej vsak poslušalec si interpretira po svoje. Prvi album jih je 10, se pravi 21, dajmo reči, enih par jih je zdaj že delamo naprej, so različni projekti, kaj več da je drugič. Ja, sej tudi o tvoji novi skladbi bova še malo pustila gledalce, da jih malo grize. 3 leta, fenomenalno. Tvoji koncerti, recimo, že v preteklosti, kje se recimo lahko pohvališ, kje so te že videli, kakšni koncerti so bili tudi v tujini ali zaenkrat samo v Sloveniji? Kot solo izvajalec načeloma je bolj ta rodna Primorska. Rodna Primorska? Prej z drugimi projekti, tudi tukaj v Celju sem kar dosti nastopil, pa z enimi drugimi projekti, ko sem bil tam Robbie Williams tribute bandu tudi po Evropi, smo kar dosti potovali. Sparni Valjak tribute tudi po Hrvaška, ampak zaenkrat se nekako nehote mogoče držim te Primorske. Mislim, da počasi bi mogla tudi ostala Slovenija vedeti, kaj je dobra feta, pršuta in deciterana. In pa dobre olive, seveda. Ja. Recimo, poleg svojih skladb, ki jih to fenomenalno prepevaš in vse skupaj, tvoja duša, katera zvrst glasbe, recimo tudi kakšne coverje si kdaj pel,
kam te je? Mislim, jaz sem dosti, tako bom rekel, neusmerjen. Enkrat, ko smo se pelali na špil in sem imel jaz ta Apple Music za playlisto, je bilo od metala do skoraj narodno-zabavne glasbe. Ampak, kot sem rekel, kot najstnik sem bil metalc in duša še zmeram ostaja tudi en delček duše tam, ker je mogoče tudi slišati na tem albumu, doskrat se hecamo z fanti, da če bi zamenjali harmoniko in vse violine in to za električno kitaro, bi verjetno bil to metal komad. Bi bil metal komad. Ja. Super. Recimo, od malega se že ukvarjaš z glasbo, recimo si tudi kdaj, čisto vprašam, inštrument, ti kakšen posebej pri srcu, igraš tudi inštrument, recimo? Igram dosti inštrumentov. Super. Kot sem rekel, prva ljubezen je bila pozavna, na katero sem tudi zaigral na tem albumu, mislim, da 4 pesmi. Super. Sem zapihal. Sicer sem rabil malo pomoči, tako ker sem malo zaspal, po prvem dnevu so bile ustnice, sem bil tako kot Angelina Jolie. Nisem pa lepko predpit. Si pa poseben. Tako. To je prav. Drugače pa ja, med korono iz čistega dolgčasa sem se naučil bobne. Sem si kupil električne bobne, ker res ni bilo kaj delati. Jaz sem bil samo v stanovanju z mačkam. In kaj sem te delati? Nisi mogel iti nikamer, nekaj v beteho skoraj, s tistimi maskami in sem si kupil tiste bobne, pa tudi recimo zdaj na albumu sem si iz potrebe snemanja sem si kupil mandolino, sem se naučil. Bravo. Pa nekaj malega tudi banjo, ni lih za se hvaliti. Bravo. Nekaj malega klavirja, v osnovi pa pač vokal, kitara. Torej si tudi ti eden izmed tistih glasbenikov, ki mi je korona na nek način prinesla nekaj novega in pozitivnega, ne samo negativno. Če greš pogledat, sva rekla 3 leta glasbene kariere, 3 leta korone. Dejansko, ja. V bistvu takrat sem si res vzel čas in se pogovoril malo sam s sabo, kaj bi res delal, teh coverčkov in tega se mi ni dalo več toliko. Točno, in sem rekel, dajmo se malo zresniti in sem začel vaditi. Ker ni bližnjice, vadiš in bašta. Ja, v bistvu, če se za nekaj odločiš, moraš iti pač. Tako je. Ker dejansko ni, ja, točno tako. Če hočeš nekaj doseči, da je tako, kot mora biti. Tako. Prihaja veseli december, polno nekih stvari. Kje recimo te lahko slišimo, predvsem v veselem decembru? Sigurno boš imel zelo pestro. Zdaj tako, da ne bom kaj pozabil, jaz zmeraj rečem, pejte na spletno stran, pejte na Facebook, na vse te socialne mreže, zato niso zato, da delaš tako, zato da greš pogledati stvari, ko te zanimajo in piši vse gori. Koncerti, nastopi, sodelovanje, vse. Super, torej gledalci kar naj na tvojo Instagram stran, Facebook stran, tam se vse najde. Facebook stran je vse gori. Vse gori. Ja. Potem pa še ena zanimivost, kar recimo mene zelo zanima. S katerimi recimo večjimi glasbeniki si do zdaj že recimo sodeloval ali prijateljeval z njimi? Recimo vidim po Facebooku, Instagramu, si na slikah s kar nekaj zelo velikimi slovenskimi glasbenimi legendami recimo. Zdaj pred kratkim v četrtek smo bili v Ljubljani iz tiskovni konferenci ob izdaji novega albuma Vlada Kreslina. Potem recimo v petek smo bili na koncertu v Partizanu, ko je imel Aleš Klinar imel 60 let, pa 20 let Partizanov, pa je bilo en kupenih prijateljev in tako tam. Potem recimo poleti sem dobil nagrado za kantautorje, v bistvu bronasto kanto, ki v bistvu ni 3. mesto, drugo, ker je rekel Adi Smolar, da letos pa srebrne ne bomo dali, da se zaslužim bronasto. In sem dobil res kanto. Kanta za kantautorja. Festival pa se kliče Kantfest. Veš, kje imam zdaj tisto kanto? Kje? Doma za umazano perilo. Odlična. No in to je v bistvu ta nagrada, ki so podelili Jani Kovačič in Adi Smolar. Tam sem tudi Zorana Predina spoznal, ki je bil gost večera, pa Leopold I in tako naprej. Načrti za prihodnost. Rekel si album. Album je zdaj zunaj, digitalno, drugo leto pa izide tudi prek založbe Dallas v fizični obliki in v sklopu tega bo kar nekaj nastopov. Ena taka ideja, ki je še enkrat tako, mogoče vržem kakšno kost, je, da bi imel, ker je 11 zgodb na albumu, da je imel v 11 vaških domovih, po Primorskem je teh dost takih vaških domov, in bi imel
koncert s prostovoljnimi prispevki. Aha. Tako da pripeljem glasbo do ljudstva. Ne? Ker mislim, da smo vsi, ta centralizacija, vse v Ljubljano, mislim, da ljudje imajo radi to, da priješ do njih in jim zapoješ in pristno zapoješ. Če pa zraven dobijo še kaj za jesti in kaj dobrega za popiti, to, ne? Se pravim, Primorska je res zelo lepa, ljudje zelo malo, v bistvu vsi pravijo morje, obala, ne. Drugače pa Primorska skriva veliko. Primorska je do Tolmina in še naprej, ne. Se pravim, tako da v bistvu Primorska je zelo zanimiva in zdaj vem, da si ti tam glavna zvezda, ne. Mislim, ja, dobro, dajmo reči. Mislim, dajmo reči, ne, da najjači na Borjači, ne, na vasi. Odlično. Zdaj pa bova počasi prišla proti koncu in bova povedala par stavkov o tvoji novi skladbi. Neka zelo zanimiva skladba, tudi videospot. Videospot je malo poseben, ker jaz v bistvu sem rekel, da sem malo naveličen vseh teh videospotov, da so zmeraj neke bejbe, pa neki avti, pa tako, pa jaz nisem to, ne, jaz res nisem to. Je bolj, da mi je dal v eno kantino in da pijem cel videospot vino, ne, je bilo bolj pristno. In potem smo se pogovarjali z to ekipo, da naredimo nekaj drugačnega in je rekel on, prva reč, tako ko mi prije cirkus. Jaz sploh nisem povezoval cirkusa z to pesmijo, ma sem rekel, dajmo probati, da vidimo, kam pride. In v bistvu je ratala kar zanimiva zgodba s tem cirkusem, s cirkusanti, z ognjem, za sveštice na konci. Tudi tista mičkana zgodba, ki je noter o tem, kar govori besedilo, ne, ker verjetno vsak poslušalec, gledalec ima kakšnega prijatelja, ko mu je težko plačati rundo ali pa tako, imam samo 50, ima kdo za razmenjati ali nekaj, ne. In jaz imam par takih prijateljev in v bistvu jim posvečam to pesem. Zdaj sem se recimo spomnil, si me spomnil na tisto pesem od Zvite Feltne, ne? A bo še kdo drug kaj plačal, jaz nimam več holdov, ne? In so vsi rekli, seveda. V dobrem starem Piranu, če se ne motim. Bravo. Zdaj si me spomnil. Oni so itak Gec je bil moja palarelka v Sežani. Tudi fenomenalna skupina, fantje. Pridni so, tudi kar garajo. Ja, trdno garajo. Oni pa tudi recimo Joker Out, svaka čast, ne, kar in pjena, ne. Ja, ti si jim pa za petami ti. Upajmo. No in evo, Boštjan, zdaj boš pa ti naše gledalke in gledalce nagovoril par besed o svoji novi skladbi, kakšen je naslov, kako se imenuje in da še enkrat poveš vsem tistim, ki te gledajo, kaj jim sporočaš v naši oddaji. Tako. Pesem nosi naslov Čisti računi, kar je iz slovenskega pregovora Dobri prijatelji, čisti računi. Jaz sem malo obrnil to, ker se mi zdi zelo pomembno v današnjih časih, da smo bolj pristni in ne biti tako škrt in dajte kakšen bod za kakšno rundo. Še najrajš meni.